In lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali in seveda najlepša hvala za povabilo. Moram reči, da si bila kar velika odgovornost in upam, da jo bom dostojno opravila. Torej, govorila bom o tistem, in še hvala Bogu, da sem se tako odločila, kar znam, to je kulturna dediščina. Namreč zame je poziv in vprašanje državljan Slovenije, kje je tvoje mesto, pravzaprav vprašanje, kje je bilo naše mesto in kje bo naše mesto. In je stvar dejansko celote, se pravi, je stvar naše preteklosti oziroma naše dediščine. Zato bom začela z enim stavkom, ki ga pogosto slišimo, pa mogoče gre za to malo mimo nas. Slovencev ne bi bilo brez slovenske kulture, jezika in krščanstva. In to je naša najžlahtnejša dediščina. Kot arheologinja in strokovnjakinja pravzaprav s področja muzejev menim, da dobro poznam nekako preteklost, čeprav tega se ne da nikoli dovolj dobro poznati. In zato bom razmišljala v smislu tradicije, ki raste iz prostorskih, zgodovinskih in kulturnih danosti našega okolja in ki v veliki meri tudi določa življenje in usodo prebivalstva. Ostala bom pravzaprav pri kulturni dediščini, ampak ne, in bom to tudi razložila, kot samo materialni ostanek, ampak kot fenomen sodobnosti, pojav. In bom tudi upoštevala te družbene razmere. Da bi dediščina prevzemala družbene naloge, mora biti osmišljena v sedanjosti, v ljudeh. In mora biti seveda tudi usmerjena z nekakšno vizijo prihodnosti, drugače je brez podlage. In ker so v slovenski družbi žal te teme in pogovore v kulturni dediščini običajno izrinjeni ali pa, če hočete, omejeni na strokovne kroge in kulturne ustanove, pa bom nekaj stvari tudi pojasnila. Najprej bomo ugotovili, da je sodobna družba, s tem mislim Evropo in še malo širše, že v 70. letih prejšnjega stoletja odkrila čudežno moč kulturne dediščine. Boste takoj pritrdili. In sicer takoj so se odprle študijske smeri, muzeji so začeli rasti kot gobe po dežju, in mediji, kar je bilo danes že omenjeno, pravzaprav producirajo po 2-3 oddaje v preteklosti. Ampak mi se moramo tukaj vprašati, pa je to res tudi hkrati podoba naše lastne preteklosti, naše dediščine? To je zdaj prvo vprašanje. Ampak zdaj pa še nadaljujem. Evropski parlament je v lanski resoluciji razglasil, to je 8. septembra 2015, lahko pogledate na spletu, razglasil kulturno dediščino za temelj evropskosti in leto 2018 za leto kulturne dediščine. Evropa hkrati namenja velika finančna sredstva za projekte, izobraževanje in uživanje sadov dediščinskih raziskav, kajti ta ista resolucija pravi, in tukaj res prosim za posluh, da je to naš temeljni identitetni, izobraževalni, razvojni, gospodarski in politični kapital človeštva. In če hočeš, nočeš, se moram tukaj zdaj vprašati ob vsej tej zahodni euforiji in evropskih razlagah pravzaprav, zakaj, boste prepoznali stavek, zakaj Kranjec moj i osle kaže. Kulturna dediščina je pri nas, milo rečeno, odrinjena. Najmanj pomembno ministrstvo, pa oprostite, nikogar nočem žaliti. In vprašanja se pravzaprav, bom rekla, obravnava kot drugorazredno temo. No, hlepenje, zdaj pa gremo tisto iskati korenine in se vprašati, zakaj. Zakaj je to hlepenje Zahoda po dediščini in obnavljanje in iskanje pravzaprav dobilo podobo družbenega gibanja? Vzroki tičijo v katastrofalnih uničenjih, 2 svetovni vojni, porušena Evropa, hitra obnova in industrializacija po vsej sili na vso moč. Kaj je prineslo? Selitvene tokove in seveda veliko rast mest,
hitro rušenje vsega starega, ni to zdaj jokanje po vsemu, kar se je zgodilo, ampak tako je bilo največkrat. In bom rekla, uničenja celih tradicionalnih mestnih predelov, izginjanja kultur, predvsem pa izginjanje podeželja s kmečkim prebivalstvom vred, ki je do 60. let prejšnjega stoletja ohranjalo tradicionalno naravno zasidranost zahodnega človeka v okolju. Posledice so se nemudoma pokazale, 70. in 80. desetletja prejšnjega stoletja so se pokazale okoljske katastrofe in uničenja teh tradicionalnih okolij in kulturnih vezi s preteklostjo so prinesle predvsem izkoreninjenost zahodnega človeka. In 20. stoletje, ki ga označujemo kot stoletje vojn, ne dveh vojn, ampak vojn pravzaprav, je še bolj označeno s tragično izgubo smisla, kakor pravi Viktor Frankl. Krik sodobne družbe po lastnih koreninah je treba razumeti v prvi vrsti kot hlepenje po izgubljeni identiteti in krik po pozabljenih vrednotah, ki omogočajo človeku ne le preživetje, temveč polno človekovanje. Izraz povzemam, boste takoj tudi prepoznali po dr. Antonu Trstenjaku. S tem je označil človeka kot presežno bitje, človekovanje, vse, kar človeku daje biti človek. Sodobna družba se je zavedla pomene kulturne dediščine ne le kot materialnih ostankov, kar preprosto to enačimo, ampak je prepoznana kot kozmična in duhovna vez z rodovi prednikov, kot življenjska vez z naravnim okoljem in hkrati tudi nezamenljiva nosilka vrednot v izpraznjeno potrošniško družbo. Dediščina sodobnega človeka zazrta v znanost in napredek prizemljuje, opominja ga včasih tudi na tragične znanstvene zmote. Znanost se zelo moti, podpirala je brezpogojno rasistične teorije, bile so vse podprte z znanostjo, in neredko postavlja dediščina zgodovino na laž. Zgodovina je včasih malo se slabo spomni. Vrača v življenje prastara znanja, seznanja nas z verovanji in običaji in povezuje nas s preteklostjo in obče človeškimi vrednotami. Vse to je zapisano v stvareh, s katerimi živimo vsak dan. Običajih, jeziku, okolju in tudi narava, kajti naravo je navsezadnje oblikuje že tisočletja dolgo človek. In sicer v teh stvareh so usnovljena, materializirana, brezšteviljena življenja naših prednikov in vsak njen del beleži drobec nekega družbenega pravila, opozorila, znanja in seveda verovanja. In tudi obratno, pogosto je materializiran v naši dediščini okoli nas spomin na brezobzirna uničenja in pokole, ki jih zgodovina tako uspešno zagreba v pozabo. Vse, kar nas obdaja, pripoveduje na svojstven način o naših prednikih in nas obvezuje, da ohranjamo svojim zanamcem, ki bi brez žlahtnega narodnega izročila bi postali izkoreninjenci brez vrednot in obtičali brez smisla svojih življenj. Vendar je Zahod posredoval tudi eno temeljno znanje, da zdravilna dediščina ni tisto, kar hranijo bogati muzeji, čeprav tudi, ampak ni to tisto glavno. Temveč je nekaj, kar ohranja skupnost in jo povezuje, jo spominja in opominja. To, kar prežema naše življenje. Se pravi, da nam daje moč preživetja v hudem, nas razveseljuje in nas nenehno uči. Da dediščina je danes prepoznana kot to, kar družba prepoznava v svojem izvornem življenjskem okolju kot vrednoto in kar je treba ohraniti prihodnjim rodovom. Lahko so to, zdaj bom pa razširila, nepomembne bajte, skromne bajte, obdelane njive na poseben način, vrsta starih hrušk, kav na koncu vasi, delavska četrt predmestju ali pa graščina s parkom.
Ko skupnost prepozna nekaj kot vrednoto življenja, potem je sami posebej umevno, da skrbi za ohranjanje, preprečuje, da bi se uničilo in varuje. In k temu po demokratični poti pozova in poziva tudi državo. Nobene dediščine ni, ki bi jo bilo mogoče ohranjati zgolj zakoni in z dediščinskimi službami. Za naše okolje pa največkrat velja, da je kulturna dediščina kup kamna, nekaj, kar nerazumno veliko stane, se veste, in bi lahko za ta denar nekaj pametnejšega naredili, ne? Ampak zdaj bomo pa vprašali, ne, pravzaprav, zakaj je temu tako? Kajti Slovenci itak mislimo, da je dediščina nekaj, za kar mora skrbeti država. Tako prepričanje je del seveda naše zgodovinske preteklosti, ne, in korenini v usodi naroda, ki je bil dolgo, dolgo brez svoje lastne države in sodi k naši vzgoji, ne, vzgojenih v duhu dediščinskih vrednot. In ta vrednote so bile vedno vrednote tujih elit. Večji del naše slovenske vrednote, tudi tiste bogate, smo se jih naučili sramovati, malce potisniti stran. Zaradi zgodovinskih okoliščin smo svoje običaje, vero, jezik pogosto morali skrivati in zdaj pogosto jih tudi ne prepoznavamo več. Tradicionalne slovenske vrednote so zemlja, trdo delo, skromnost, spoštovanje narave, družina, krščanska vera, zvestoba do doma, ljubezen do jezika. V osnovi so to bolj kmečke, krščanske, ampak med njimi so tudi visoke vrednote in mnoge meščanske, pa ne bi zdaj ločevala, kaj je kaj, so v bistvu temeljne človeške vrednote. Vse so zapisane na skrivnosten način in največ predvsem slovenskim ljudem razumljiv način v snovni in nesnovni dediščini, ki nas obdaja. Nas tudi opominja in zavezuje. Po drugi vojni so bili kmetje preganjani, mnoge večstoletne domačije uničene, zemlja je postala last kmečkih zadrug, izpričani kristjani iztrebljeni ali potisnjeni na družbeno obrobje. Izobraženci so morali sprejeti novo družbeno ureditev, ki je prinesla izbranim seveda nove vrednote, ne? Tukaj stopi predvsem prvo vrsto delavstvo, delavske vrednote, zaslužek, tudi samo po sebi nič hudega, ki je ponudila mnogim možnost boljšega življenja in seveda tudi moč dala. Kmetje, premožni posestniki, tovarnarji in graščaki z gradovi so jo slabo odnesli. Gradovi so oplenjeni in požgani postali svojevrsten spomenik revolucije in pomnik na premaganega sovražnika ljudstva. Dediščina je v povojnem času postalo to, kar je bilo vrednota novim oblastnikom, tako to je. Ob tem se je država, podobno kot večji del razvitega zahodnega sveta, naslonila na znanost in kulturne ustanove. Znanost zagotavlja videz objektivnosti, apolitičnosti in je silno pomemben pomočnik. Zaplemljene umetnine so postale del muzejskih zbirk, skoraj praviloma brez podatkov o lastnikih. Arheološka izkopavanja so prikazovala oddaljeno preteklost, posebna pozornost je bila namenjena raziskovanjem Ilirov in Slovanov. Etnološke zbirke s starimi kmečkimi orodji in pohištvom so bolj kot ne obujale stare vrednote, predvsem pa zavest o zaostalosti kmečkega prebivalstva, ki se upira industrializaciji, temu tradiciji, temu, bom rekla, zaostalosti na nek način. Sledila je obvezna razstave s kmečkimi upori, ki so pričarali vtis nekega drugega pravičnega boja, ljudstva za oblast in hkrati kazala na moralno izprijenost aristokracije. Moč kulturne dediščine je, če je v pravilni kontekst postavljena, da govori brez besed. Ampak kaj je zdaj tisti kontekst, je vprašanje. Tudi skrb za jezik ni bila ravno vzorna. Kako naj bi bila, saj marksistična ideologija nikoli ni bila naklonjena malim narodom
in jih je ob vsaki novi uredbi v zvezi z narodno identiteto in jezikom dušila v plimah internacionalizma. To je bila ta odprtost. Da se je jezik ohranil, se moramo največkrat zahvaliti slovenski ljubezni do knjige, posebej Mohorjevi družbi in vrsti odličnih profesorjev in požrtvovalnih učiteljev, ki so se zavedali pomena svojega poslanstva. Nisem nameravala v tem sestavku zatajiti uspehov, ki so jih navkljub vsemu in z velikim trudom in znanjem naše dediščinske službe dosegle in jih še dosegajo. Vzpostavljena je bila mreža spomeniških služb, registri dediščini, zakoni, podpisi domala vseh mednarodnih konvencij. Vse te konvencije je država Slovenija skoraj domala vse podpisala v kulturni dediščini. Ne, iskreno ponosna sem na vsako kmečko hišo, kozolc, tovarno, naselje, cerkev, kapelico, oltar ali pa veličastno Karpačevo sliko, ki so jo naše službe rešile, z velikimi stroški in seveda fizičnimi napori. Ampak tisto, kar bi rada povedala tukaj, je, da se moramo Slovenci končno ovesti svoje odgovornosti, ki jo imamo do lastne preteklosti. In se moramo zavedati, da je to odvisno od nas samih, predvsem od nas samih. Sprejeti moramo svoje obveznosti do preteklih in prihodnjih rodov, odkriti tisto, kar nam je dalo in nam daje ne le preživeti, temveč nas izpisuje evropsko zgodovino kot narod svojo lastno kulturo in jezikom. Današnji čas je doba strahovitih nasprotij, revščina, bogastvo in tako naprej. Prevladujoča norost in izguba življenjskega smisla kažejo na popolno moralno izpraznjenost sodobne civilizacije. Zahodna družba je z odpovedjo krščanskim vrednotam dosegla rob. Trditev je zelo kategorična, vendar jo lahko ubranimo. 20. in začetek 21. stoletja označujejo prenapenjanje nacionalnih politik, brezobzirni rasizem, totalitaristični sistemi in kolonialna iztrebljanja, grozovitosti medvojnih in povojnih pobojev, nasilna razlaščanja, razseljevanja, rušenja mest in vasi in vsesplošna uničevanja okolja so živo zanikanje temeljnih krščanskih vrednot. Vendar si je treba priznati, uničevanj niso omogočile in ne omogočajo le močna država s pomočjo vojske in politike. Zygmunt Bauman neusmiljeno kaže na glavne akterje, če že nočemo reči sokrivce, v navednicah velikokrat. In sicer pravi, tukaj so presodnega pomena birokracija, ki jo ne zanimajo končne posledice njenih odločitev in ljudje, ki so pripravljeni ostati tiho. Državljan Slovenije, ki je tvoje mesto? Odgovor na to vprašanje se je tisočletja zapisoval in se še zapisuje v slovensko kulturno krajino, našo bogato dediščino in naš jezik. Vsak na svoj način odražajo prastaro tradicijo sobivanja mnogih ljudstev in starih kultur. Izprečujejo zasidranost v krščanstvu že drugo tisočletje, od antike dalje. Slovanskost Cirila in Metoda pomeni hkratno trdno vez s slovanskim svetom, a tudi evropskost in polnopraven vstop med jezike in kulturne skupnosti Zahoda. Pa vendarle, ne bom zaključila z mislijo, da je državljanu Slovenije mesto v vzhodu ali zahodu, kot bi bilo zdaj bolj na politično situacijo korektno. Njegovo oziroma naše mesto je najprej v Sloveniji, da bi lahko obstal tudi v svetu. Današnja družba potrebuje pokončne, v lastni kulturi, veri in jeziku zasidrane ljudi. Ljudi, ki so tako kot Slovenci odprti za stiske drugih. In predvsem, ki znajo razbirati med znamenji časa in o znamenjih časa tudi pokončno pričevati. Za pokončno vztrajanje pa so potrebne notranje moči. Ljudem vseh časov so zlivale moči modrosti starih rodov, ki nam prek dediščine kažejo pot v prihodnost. Dediščina, še eno misel, je pravična, ne zaobide nobenega človeka, obdaja nas z vsako stvarjo, z vsako hišo, z vsakim okoljem. Odpira poti modrosti
Današnja družba je lačna modrosti, ogromno podatkov, kolikor hočete slik in tako malo modrosti, ne? In uči ozirati lepoto, tudi to, ne? Lačni smo lepote. Ponižno spoštovati popolnost narave in svetost življenja. Kaj je že to, ne? Mislim, o tem bi kar lahko razpravljali, pa mislim, da ni treba. Opogumlja za odkrivanje globin izročila našega in vseh ostalih. Če ne spoštujemo svojega, ne moramo ostalih. In nas navdihuje, nas pravzaprav opogumlja za iskanje pravice. Izostruje pogled na krivična dejanja in nagovarja k plemenitosti in neizbežnosti, nujnost služenja skupnosti. Zato se mnogi, in tukaj je ta odgovor, to, kar bi vam rada rekla, zato se mnogi trudijo, da bi dediščina postala in ostala stvar elit, da je zaprta, ne? Da bi jo v imenu kratkosapnih znanosti krojile in habile po meri svojega nebrzdanega pohlepa in vseuničujoče globalizacije. Kajti kapital ima tukaj seveda absolutno svoje apetite. Ljudje, ki so izkoreninjeni, se ne upirajo ničemur. In pri tem početju seveda ni boljšega sodelavca, kot je molčeča večina. In v tem krutem, neusmiljenem in neskončno lepem svetu, ki ga vsak dan znova z osebno odgovornostjo in polnostjo vere soustvarjamo, je najodličnejši prostor za državljana Slovenije. Zavzemimo ga.